herself, but for everyone. Pa res, samo več ljubezni rabimo, samo to, da bi znali to videti, da bi znali to čutiti. Moje ime je Maja Mongru, za tiste, ki me še ne poznate, čeprav sem prepričana, da me kar vsi dobro poznate danes tukaj. Sem intuitivna pisateljica, kar sem si priznala pred kratkim, ne tako daleč nazaj. Do takrat sem govorila, do tistega trenutka sem govorila, da je pač bi rada bila pisateljica, če bi se od tega dalo živeti, ampak ne bom in prosto ekonomijo doštudirala. Ja, v glavnem na koncu te življenje vedno pripelje na tisto križišče, na katerem se moraš odločiti, ali greš za svojim srcem, ali greš pač v sistem oziroma po družbenih nekih smernicah in vzorcih. No, jaz sem se odločila, da grem za srcem. Srce me je močno tiščalo v eno smer in sicer, da napišem knjigo za moške o tem, kako delati za sodobno žensko, oziroma kako jo ljubiti, pot do nje je naslov. In je v bistvu nakratko povedano švinki cvetlic za moške o tem. Kak lahko brez da zgubijo jajca, živijo ob sodobni ženski in to na način, da ji pokažejo pot do nje. Pot do nje sem naslovila v tej knjigi za veliko nje, zato ker tu nje se ne skriva samo v smislu nje ženske, ampak do nje kot njene ženstvenosti. Zato je z veliko, se pravi ženstvenost. Kaj je sploh to ženstvenost? Zazdelo se mi je, da moramo o tem spregovoriti javno, da moramo, hvala Nina, da moramo malo več priložnosti dati tej besedi in tudi pomenu te besede. In zato danes ta večer, jaz upam, da boste uživali vsi, ki ste tukaj. Še posebej bi zdaj prosila vse, ki smo tu, da zaproskamo tem par moškim, ki so tukaj. To je res zelo pogumno, zelo ljubeče, tudi če morate biti tukaj. Bravo. Ne, res, potrudili se bomo vsi skupaj, da bo energija ostala tako lepa, kot je zdaj, ko je Sara pripeljala v prostor. Moj namen za temi večeri in z pisanjem poslanstva, ki ga čutim, da ga želimo resničevati, je prebujati ljudi k ljubezni, intuiciji in pristnosti. Se pravi, spominjati nas na to, da to, kar smo globoko v sebi, smo dovolj in super in popolno in vse. Vse, kaj rabimo, je že v nas, mi se za vsem že rodimo in to se samo moramo spomniti. Tako da ta večer je eden izmed takih, seveda bo pa malo bolj ženstveno obarvan, govorili bomo o ženskah in zato sem povabila v bistvu v večer še eno pristno žensko, da bo z mano delila te posebne teme. Tanja Kocman. Zdravo, Tanja. Ja. Dober večer. Nina? Če ne pa dober večer. Samo mikrofon je treba poštati. Kako žensko, Pozdravljeni. Zelo sem vesela, da sem tukaj in da sem takoj pokazala vse, kaj znam. Ja, fajn. Maja, povej kaj, prosim. Jaz sem pa te čas probala stol znati uporabiti. Malo so visoki, ne? Predo je. Malo se moraš nabiti na njega. Sem se oblekla, tako da se nič ne vidi, vredo je. Tudi jaz. Ampak to se bo čez čas sam spuščalo. No, jaz mislim, da bi kar začela z ženstvenostjo. Valjda, ne, zelo ženstveno. Zdaj sedimo na teh visokih stolih, ne, s prekrižanimi nogami, ker tako ženske kao sedijo, ne? Da. Kaj je za tebe ženstveno stanje? Pa kaj pa vem, mislim, v bistvu, po mojem je ženstveno en skupek, po mojem se, moje dojemanje ženstvenosti se čez leta definitivno spremenilo. Od začetka do tega, da pač se mi je to zdela bolj kot ne, malo bolj puhla zadeva pri ženstvenosti, ker smo vedno poslušali potem malo te feministične vode in se ti je zdelo, da se bi moral pustiti razne dlake, da bi lahko bil prava ženska. Zdaj pa ženstvenost, pač v bistvu jaz mislim, da je to eno zaobjemanje samega sebe z vsemi svojimi pomanjkljivostmi in da si pač pustiš tudi biti šibka takrat, ko si in močna takrat, ko pač ali si ali pa moraš biti, no ne vem, meni je to en skupek vsega, kar pač ženska je in nič slabšalnega ni na tem. Ja, zanimivo, da imamo vedno tak analitični pristop do tega, ne,
ko si rekla nič slabšalno, ne? Ja. Če rečemo, na primer, da je ženstvenost nežnost, ne? Kaj ti začutiš ob tem? Začutiš, da je, hočem žensko skozi to ponižati? Ne, zdaj več ne, čeprav pač prej, kdaj mogoče bi se ponižati, zato ker živiš za temi nekimi vzorci, da je pač slabo, če stiš pač nežna, ker to pomeni, da si šibka, ker to potem pomeni, da ne znaš poskrbeti zase, da se prepuščaš temu, da te vodi močna moška roka. Ne, zdaj se mi pri skoraj da 34 letih se mi pa več to ne zdi, da je nekaj slabega. Kvečemo dobro, nekaj pomeni, da si se toliko spoznala, da veš, da s to vse lahko. No, predstavljamo si, zdaj ta pač vse smo imeli že ta trenutek za moškim, ko je moški, na primer, v trenutku svoje šibkosti, ne, nekako, recimo, nesramno. Zdaj pa ti boj nežna z njim. Meni se zdi, da če uspeš biti nežna z njim v tistem trenutku, da je to v bistvu moč, ne šibkost. Da ti znaš za svojo ženstveno nežnostjo prepoznati, da je pravzaprav on laja, ker ne grize, ne? Pomeni, da je v bistvu iz nekega straha, iz nekega... Tudi zdaj, da je veliko psihologije, potem potrebna. Načeloma prva reakcija je agresija, ampak z leti se pa naučiš verjetno tudi tega. Delam še na tem, Maja, delam še na tem. Mislim, da vse obstajajo tudi ženske, ki torej se sploh težko povežejo s svoje ženstvenostjo. Zakaj ne moramo biti 100% ženstvene? Je to sploh prav, da bi bile ženske 100% ženstvene? Zakaj ne? Mislim, po mojem, ni to ne prav, ne narobe, no. Mislim, zdaj, ženstvenost, verjetno so to spet te definicije, ne, kak jih pač vidiš, kak jih dojemaš, no, ne vem, mogoče si tudi ne postiš ene stvari, pa ne vem, ker so ti nekoč rekli, da hodiš kot tip, pač boš večno se čutila kot tip, ker ne vem, to so tudi ene zunanje značilnosti, ki jih imamo mogoče, no, ne vem, jaz tudi to, da imam zdaj tu prekrižane noge, pač čisto na ključje zaradi stola, drugače ne sedim in sedim preko neki holcer kot tak, tako da takrat tudi, če bi me vprašala, bi bila si ženstvena, pa kaj pa vem, ne? No, rekla bi kaj pa vem, ne? Tako da ne vem, no, težko se je pač povezati s tistim notranjim delom same sebe, po mojem, no, ker se res moraš ful spoznati, pa se soočiti z enimi svojimi stvarmi, no, malo razdelati samega sebe, kaj zate sploh ženstvenost je, no. In tu ravno pridemo nazaj k temu, kaj si prej povedala, da za tebe recimo je ženstvenost ravno ta povezanost sama s seboj, da se res čutiš, da res se predelaš, razdelaš, popredalčkaš. Predalčkam se ne rada. Ne ženstveno, ja. Ja, tanka je meja, ne. Zelo tanka je meja med tem, ja, kaj je v bistvu družbena definicija in če se skušaš z njo v bistvu njej, kako se reče, prilagoditi. Prileš, to bo hotela reči. Ne, dobra beseda, prilagoditi je kar cool. Ali pa dejansko začutiš ženstvenost v sebi in deluješ žensko. Pridemo pa zdaj tudi do tega, ne, takrat, ko pa, torej, večina nas je tu pač 50-50, ne, recimo, dostikrat nam uspe biti ženstvene, ne, se pravi, kaj to pomeni za vsako svoje definicijo, ampak v glavni mislim, da je ravno to ta povezanost za svojo žensko v sebi, se pravi, da mogoče tudi ta nežnost, ta v bistvu ženska moč, da ti ostaneš ženska v situacijah, ko so totalno neženstvene. Ja, mislim, pač ženstvenosti si dostikrat si jo samo oropaš pač tudi, ne, zato ker se ti zdi, da moraš, ne vem, tudi sploh, pač če lahko govorim iz stališča službe pa medijskega sveta, kjer itak vladajo sami penisi in je pač večinoma težko, če si, ne vem, moraš biti ravno dovolj ženska, da lahko si del tega sveta, no, mislim, moraš biti pač vsa lepa v maturantski obleki, tako ja, moraš pač imeti ene kvalitete, ki jih nekatere ne želimo niti imeti, no. Tako da se tudi hitro se zgubiš, zato ker pač po eni strani bi rad bil ženstven, po drugi strani se ti pa zdi, da če boš to, boš pa zgubil neko moč, no, ki bi si jo rad vseeno pridobil v tem svetu, no. Tako da je pa je. Ja, predvsem zato, ker se mi zdi, da je pravzaprav sveta strah prave ženske.
100% ženske. Pa jaz mislim, da smo se Ker ravno dosti... praviš, da moreš biti, ne? Ti si rekla, v tem medijskem svetu moreš biti včasih ne ženska. Smo si ženske, smo si ogromno škode same naredile. No. Mi smo, toliko smo se borile s temi tipi, ne s temi tipi slabšalno, ampak dosti krat s moškimi se borimo, ko hočemo biti ali nad njimi, ali iste kot oni, ne znamo pa biti isto dobre kot oni na svoj način. Pa preprosto svoje. Ja.